podpisnica avstrijske državne pogodbe, ne, kot vemo, iz leta 1955. Slovenija tega potem ni storila, ne, ni želela postati naslednica. Mnenja so tukaj različna glede tega in v Sloveniji in tudi med Korošci, kot vemo, ne. Ampak v bistvu je sedaj stvar taka, da je položaj manjšine odvisen od avstrijskega notranjega prava, ne. In se spomnimo, ne, Andreja Skol, predsednik parlamenta, je tam leta 2006 prišel v Ljubljano in jasno povedal, da Avstrija ne šteje Slovenije torej kot matične države in zaščitnice koroške manjšine, ne. Kako vi gledate na to zadevo? V Sloveniji je bilo kar močno gibanje za podpis ADP, ne, sedaj malo zamrlo, ampak je bilo veliko teh pobud, ker ne nazadnje je to vprašanje tudi državnosti, ne samo zdaj samo na narekovajih vprašanje manjšine, ne, ampak nasledstva. Torej, pod navodnice povedano, teh 10 člankov, ki smo jih zdaj v priliki 30-letnice napisal, vsebujejo vsi članki zahtevajo potem, da bi morala Slovenija ne glede na vse te pomisleke in razmisleke pristopiti. Zakaj gre? Bom trdo povedal tako, kot mislim. Svojo hišo ne branim na pragu hiše, ampak gledam, da že nekaj metrov prej še tudi malo zemljišče pridobim, pa je plotec naredim okoli. Pa naredim še malo en sadovnjak, da mi sosed, ko bi rekel, ne že v kuhno gleda, ali mesto kuham, ali kaj kuham. To se pravi, vsaka država za svojo samozavest rabi elemente, z katerimi lahko z sosednjimi državami drugače diskutira, se drugače pogovarja, kot če gre za zadeve, ki se dogajajo v njeni kuhinji. Ne vem, ali sem mogel to tako obrazložiti. To se pravi, avstrijska državna pogodba omogoča, po mojem mnenju, Sloveniji možnost, da se vmešava v razmere v sosednjih državah. Tako prednost ne smeš odpustiti kot politik, kot, ne da je nič proti Avstriji, ne za Sablo, in ne kralj Matjaž se naj zbudi, pa ne vem, začne nekaj z ulicami bucati Avstrijce. Ne tako, ampak važno je, da jaz uporabim elemente diplomacije, elemente mednarodnih pogodb, elemente, ki mi omogočajo že takoj en drug pristop. Ker če grem gledat potem in vidim izgubljanje jezikovne baze na Koroškem, potem kot Slovenija ne sme, bomo pa naredili enega ministra, ministrstvo za Slovence po svetu, pa tudi za na Koroškem, in pa že. Dejstvo je, da je državna pogodba in še nekaj, Slovenci je meja med Avstrijo in Slovenijo je določena po državni pogodbi in ne po zgodbah, ne vem, kralj Matjaža ali pa kako gospod Petrič danes zjutraj razmišlja in kot pravnik ima neko idejo in ima pa še nekaj sametja. Jaz sem celo predlagal že tedaj tudi že prvi vladi sledeči postopek. Dobite si od Beograda mandat, da v tem delu državne pogodbe vam oni, to je člen 7, pa še nekaj, pa člen 6, pa še nekateri drugi, tudi kar se meje tiče, v dogovor z drugimi republikami vi vstopate v državno pogodbo. In sicer, da se reče, so vprašanja, kot Slovenci, Hrvati v Avstriji, so vprašanja, ki so specifično in bo vsako videl, in Lončar je o tem tudi govoril, da je uvidel, da seveda zadeva Slovencev po razpadu Jugoslavije je zadeva Slovenije in ne več zadeva, ne vem, sedaj Kosova ali pa Črne gore ali Makedonije. Če Makedonija, Črna gora, Srbija, Hrvaška in tudi Bosna in Hercegovina potrdita, da v tem oziru vidita, da je Slovenija naslednik, potem notranjem postopku, vi dobite ta mandat in ga napram Avstriji sporočite,
z tem, da stopate v državno pogodbo in da tudi položite svoj papir v Moskvi, ne glede na to, ali imamo Putina radi ali ne. In tega itak še ni bilo. To se pravi, v tistem Jelcinovem času bi bilo to ena izredna priložnost, Češka je nekaj takega storila, ker oni so pozabili, 3 točke so ključne za Slovenijo v državni pogodbi. Odškodnina premoženja tistih, ki so se odselili in bili izgnani ali kakokoli, ali na silo izgubili premoženje. To se pravi, tu je premoženjsko izredno veliko premoženje. In tukaj je Slovenija se samo po sebi umevno sprejela to, da ona odloča o tem, kaj se dogaja za premoženjem bivših, pustimo zdaj krivico ali nedolžnost. Ona je rekla, to bomo mi uredili. Ja, zakaj pa v vprašanju manjšine to ni tako storila? To se pravi, tu je druga točka je meja, kot si rekel, in tretja točka je manjšina. In ne razumeš, zakaj. Jaz razumem, zakaj je to. Ti imaš vedno en del te slovenske politike in politikov, še vedno, bi rekel, jaz porabil to, je neko kleče plazništvo, da je treba še to Avstrija, pa naša Avstrija in Avstrija in Avstrija in tako dalje. Avstrija je veliki zmuznež. Ona se je zmuznila tega, da je bila sostorilec, močen sostorilec Hitlerja. Ne, bi rekel, pa smo bili pa napadeni. Oni so odpirali šranke, pridite, ja, boste nas rešili. Ob vsem razumevanju, da brezposelnosti in ne vem, in kak je bila svetovna situacija in Mussolini in tako dalje. Pustimo tle so, ampak resnica je bila ta, Avstrija je po svojih predstavnikih, seveda pod silo gospoda Hitlerja, če je sploh bil gospod, uspela se tako daleč priklanjati, ker države so zapustile druge, noben se ni prazni Italije, se noben ni brigal za to Avstrijo in seveda v tej situaciji je pač bila napadena. Ampak nikjer ni napisano, da ne bi bilo nujno potrebno se vojaško odpreti. In na kaj se je sklicovala Avstrija v Moskvi? Na partizane, na razna odporniška gibanja na Dunaju pod Stalina, ki so predvsem bili pod cerkvijo svetega Štefana zbrani, potem tudi, in zdaj bom še nekoga povedal, naprimer na mojega strica. Moj stric je bil vojak, poveljnik ene skupine. Leta 1934 je Labotska dolina, Lavantal, to je od Stravograda proti severu, je naredila puč in so tam zavladali nacisti, 1934. Moj stric slučajno je dobil ukaz, da naj tam tale ustanak, torej en red spravi v deželo in je šel za svojo skupino, mislim, da so bile 3 kompanije, je šel proti Labotski dolini o svobodu od nacistov in na nesrečo, ko je že bilo vsega konci nekje, pogledal iz nekega, bi rekel, hleva, tako so pač pravili, in tam je nekdo se ustrelil. To je bil gospod Rudolf Smole, ki je nečastim v smislu, da vidite, to je njegov posel bil, ampak vendar je bil, in je tu napisan v Celovcu na spomeniku, kot ena izmed žrtev nacionalsocializma. To se pravi, sklicevali so se na ta odpor, ki so ga en del vojaščine, avstrijske uradne vojaščine, 34 uporabil proti nacistom, potem so uporabili seveda partizansko gibanje kot dokaz, kako smo bili v redu Avstrijci, ne. Ja, kaj tudi res, saj so bili tudi Avstrijci, niso bili sami Slovenci, ki so bili potem, in seveda ena močna skupina je bila v Judenburgu in ti naše civilne žrtve grejo ja nazaj na, pa so bi rekel, jih je treba videti v okviru kurirstva, ne, poleg tistih, ki so šli v gozdove, ampak seveda, recimo, imam 2 druga strica, ko so sinove, ki bi morali ostati doma, kot je teda bilo, pa čisti ernährerstand, torej tisti, bi rekel,
skupina ljudi v družbi, ki skrbi za to, da ljudje imajo za jesti, ne, sta dva sinova, sta morala v vojsko in sta prišla kar poklicana, ker je bil cilj seveda, da bi čim prej bila na fronti ustreljena, ker so že sosedi razlagali, kako bojo zemljišče si pod palc potem. To je bil en supanc in tako dalje. Ampak to se pravi, mi smo odporniško gibanje imeli, tudi recimo v selah so civilisti sabotaže delali in tako dalje. To so bili recimo, po domači bi rekel, katoliški fantje, ki so pač smatrali, da je komunizem strašen, zato se partizanom ne morejo priključiti in da je seveda nacizem strašen in proti temu so pa delali, so se skrivali po raznih luknjah v selah in delali sabotaže in razne gestapovska, bi rekel, gestapovske postojanke puščali v zrak ali pa kakokoli pač vpli. Torej to, da pa se vrnemo na državno pogodbo, tukaj je bil moj predlog, ki je šel še dalj, ki je rekel, hkrati po zgledu Južne Tirolske naredimo eno skupno komisijo, tam spodaj se je imenovala odbor 13, eno skupino, ki je tako rekoč zato tu polovica Avstrijcev, polovica Slovencev, vključena je seveda manjšina in potem se razpravlja o tem, kaj je treba, kaj nam manjka in kar je nam manjkalo in kar ne stoji v državni pogodbi, je ta skromna beseda avtonomije. Avtonomija, ki stoji v Gruber de Gasperi pogodbi, Avstrija, Italija, kjer stoji, da so avtonomni v svojem delu. In to manjka v državni pogodbi. To se pravi, to državno pogodbo so zelo šlampasto naredili, Avstrijci seveda čim manj in Jugoslovani pa, jaz bi si upal, ne preveč sposobni, ker je seveda treba neke ključne besede dati v take pogodbe in naprimer tu noče spada to, da je samostojno izvoljeno predstavništvo. To je v točki 1 stoji, da smemo mi Slovenci tudi društva ustvarjati in tako dalje. Lastna društva, ne. Kar je seveda neprimerno manj, če jaz neko društvo gasilcev naredim ali pa ne vem, navdušenih čebelarjev, je nekaj drugega, kot pa če jaz rečem in bo izvoljeno predstavništvo, ki bo imelo sedež v deželni vladi in sicer zasiguran sedež, to se pravi tisti Slovenec po navodnice, ki največ glasov dobi, je s tem že izvoljen v deželno vlado, da sta vsaj 2 mandata v deželnem zboru zasigurana za Slovence. Vse to ne stoji not, ampak toliko bolj bi lahko Slovenija rekla, mi moramo to posodobiti, kaj se pravi, reprezentativna demokracija je zdaj tudi pri nas, je tudi v Avstriji, Slovenci rabijo tudi svojo reprezentativno demokracijo in demokratično izvoljeno predstavništvo. Zdaj se pa premrletimo, da ima vsake kvatre se ustanovi spet ena nova organizacija in seveda Slovenija v glavnem pošilja denar, ker ima vse rada, vse Slovence rada, v bistvu pa s tem razdvaja. Ker tudi to je treba povedati, razdor med koroške Slovence, Slovenci so bili na Koroškem tako sprti kot povsod, ampak to smo ljudje, ampak pravi razdor je pa prinesla Jugoslavija in seveda tudi predvsem slovenska politika tega časa, da smo morali verovati ali v Stalina, ali pa v komunizem, ali pa v avstrijsko komunistično stranko, ki je bila sovražna do jugoslovanske, ker naši so bili zasukani na Stalina in na Moskvo. In mi smo morali po poročilu voliti komuniste, ali pa stoja v skrajnem, pa še socialiste, pa za božjo voljo, ne pa smemo pa neke druge stranke. Ja, še sploh pa prepovedano je sam ustvariti eno stranko, s katero potlej pač lahko operiraš in zastopaš in govoriš. Torej, to so osnovni grehi Jugoslavije, osnovni grehi ob suflerjih iz Slovenije,
da so nas razdrli in da smo naenkrat levi in desni. In vam rečem, otroški vrtec na Bistrovci v Rožu ima otroke. In mi želimo, da se tam tudi učijo in vadijo in pojejo in igrajo v slovenščini. To je naš cilj. Ne pa vprašamo, kakšnega prepričanja pa tvoj oče, ali kdo veruje v Boga, ali Loško Marijo, ali ima Stalina rad. Ne. To se pravi, tu razmere, ko gre za to, da se jezik in narodnost ohrani, to so drugi predpogoji. In Slovenija tukaj skozi zamuja to. Zakaj zamuja? Ona zamuja, ker se boji, da bi kapitalski odgovor potem bil. Da bi Avstrijci rekli, no zdaj pa ni več tako fletna ta Slovenija, kot je bila, ko se je ustanovila. Zdaj pa nekaj želijo od nas, zdaj se pa nekaj vmešavajo v naše zadeve. In seveda v manjšinskem vprašanju se mora Slovenija vmešavati, ampak ne s tem, da ministre dela za Slovence po svetu, ampak s tem, da skupaj z Avstrijo in seveda z manjšino razvije en koncept. In osnova koncepta je enkrat, da uredimo zastopstvo. In saj toliko iz tega člena 7 odstavek 1 razberemo, če imamo pravico do svojih organizacij, da to toliko interpretiramo, da to pomeni seveda zastopniške organizacije. Ampak seveda eno pod kriljem demokratičnosti, en levi, desni, ne vem kakšne sorte, ampak potem končno v enem domu, tako kot ste tudi v Sloveniji naredili. In tam sem jaz sedel zraven, ko je komunistična, predvsem mladina, teda je zelo oponirala, da bi, in jaz sem pač rekel, vi tako počasi se stopate od oblasti, da se boste še prej sezuli, sem rekel. Tudi en tak, bi rekel, pač en tak zgovor. In tukaj seveda, ne vem, institucionaliziranje ministrstva ni rešitev. Nimam nič proti ministrom in proti ministrom za Slovence po svetu. Samo prvič enega partnerja nima. To je prva sprememba, ki je bila. Tam spada državni sekretar na mestu zunanjega ministrstva. In ta je pristojen za manjšine. S tem ima oblast. Zunanja politika ima partnerja potem v Avstriji, kot državni sekretar, nima pa ministra za Slovence po svetu, pa nima kaj, s komu ne komunicira. V Avstriji takega ministrstva ni in jaz ne vem, mora še kje po svetu se je božjo, samo tukaj je vse lepo, da je nekdo minister, bolj važno je pa to, da bi imelo to tudi, da bi bila konotacija za zunanjo politiko. Ja, Mojca Drčar Murko, z njo smo tudi naredili en dolg intervju in nas mimogrede zelo ceni. Ona pravi, da seveda, ja, Jugoslavija je pravzaprav začela s tem razdorom, ampak Slovenija pa potem zelo uspešno nadaljuje, kar zadeva manjšino, uspešno nadaljuje. Da je pravzaprav danes stanje še slabše. Saj, če pogledamo, sej pravzaprav težko nekomu v Sloveniji težko slediti vsej tej organiziranosti manjšine. Prej smo poznali Narodni svet, pa Zvezo slovenskih organizacij, ki so tam iz 49. in 55. leta, potem je prišla ta 2003, skupnost koroških organizacij, Slovencev in Slovenc, potem je enotna lista, ki je neka mešanica pravzaprav vsega, če k temu dodamo še vsa društva in vse, kar imate, je to precej ena taka, bi rekel, nepregledna situacija. Ki je seveda željena od dveh strani, ki je željena od Avstrije, ker s tem lahko si tistega predstavnika pač vam poiščejo. Recimo zdaj je bila Štajerska Slovenka, je bila zdaj glavna govornica tega sosveta, ki ga imamo pri vladi. Jaz jo imam rad, je prijazna gospa in vse, samo ni problemov, je ona izjavila. Na Štajerskem imam pa še te in te probleme, ko to dela okoli tele hiše, Pavlove hiše. Vsa čast, ampak ona je rekla, ne je šlo za to, da svoje štajerske teme naprej spravi, ker problem tudi vseh naših predsednikov je neodvoljivost. To je problem. Če se jaz z mojim predsednikom ne strinjam, ga ne bom volil, ampak
ga ja itak ne bom voliti, ker ga ja ne volim direktno, ampak moram imeti neka društva, ki mene predstavljajo in to je Zveza slovenskih organizacij tipičen primer. Tam pride skupaj 36 ljudi, od vsakega društva sta dva zastopnika in seveda, ampak pač izvolijo, kar si izvolijo in seveda, če jaz tistega predsednika ne volim, ki meni denar da, potem, ja, kaj bom, ne? Potem nimam šanse, to se pravi, tu je ključna odgovornost Slovenije v to smer, da reče, poslušajte, napravite ne štatute, mi bomo pogledali, kako bojo ti predpisi, da ne boste nobenega, bi rekel, ker je lev ali desno, ne vem kaj, izključili. Napravite en pošten štatut, mi vam pomagamo in naredite svoj parlament, mi bomo denar dali samo več temu parlamentu, ki seveda nam odgovarja, da ga ne zalumpajo, ampak mi ga bomo nadzirali, kam gre ta denar, potrdila boste dali, bomo jaz, ampak nekdo bo odgovoren za to, kar se dogaja. Danes ja ni Incko, ki je predsednik Narodnega sveta, ni odgovoren za manjšino, je pa za en del odgovoren, gospod Sadovnik, ki je župan, vsa čast njemu, ampak ni odgovoren gospod Šturm, ki je pa zdaj nastal enega mladega, ki ga pač ima še na vrvici. Ampak noben ne odgovarja, jaz se ne bom odvoliti te 3 predsednike, kaj pa ne naredim? To se pravi, kot navaden Slovenec, Slovenka, nimam možnosti nobenega vpliva, spremembe in tudi jih ne bom klicati na odgovornost. Recimo, vrtci, ki so javni, dobijo državno podporo, če so dvojezični. Ampak nihče ne gre kontrolirati, ali dejansko upravljajo vlogo dvojezičnega vrtca. In pa ne vem, kega predsednika pa ne odvolim, vse 3 ne morem, 2 odvolim ali enega ali kako. To se pravi, ključ je to, da pridemo do demokratično izvoljenega zastopstva in da je lahko enkrat Jokl predsednik in ker pa Jokl ni uspel, bomo pa izvolili Micko in bomo rekli, Micka, zdaj si pa ti na vrsti. To, kar se je Slovenija itak pod težavami ustvarila, namreč en parlament, kjer so različna mnenja, odvisni, neodvisni poslanci in ne vem kaj, vse so, ampak nekje se dogaja to, kar se imenuje zakon, kar se imenuje odločitev, kar se imenuje javno in pregledno in tudi, da jaz lahko pri naslednjih volitvah, zdaj jih boste kratko imeli, koga tudi odpokličem, ki mi ne paše. Tu pa ne moš nobenega odpoklicati. In to je rak rana in še enkrat, in dve stvari. Prvič enkrat, da so nam po vojni začeli razlagati, da bo, jaz sem kandidiral leta 1975, kaj je pisal Vestnik? Od Urala do Triglava, od Urala do Vladivostoka, vsi Sloveni socialisti, pridružimo se tudi mi od Šmohorja do Plivrka. To je bil geslo ene glavne našega časopisa, da je to važno, da mi moramo upoštevati, ne vem, da je še bila ona tarajnka Sovjetska zveza, tam so bili socialisti, pridružimo se tudi mi od Šmohorja v Zilski dolini do Plivrka. In to je unesla ta bedasta Jugoslavija na Koroško. Tu so bili vedno nekako 2, 3 tabori so bili nekako. To ni bilo nič posebnega, ampak so se zmenili in so prišli v deželni zbor in so imeli 2 poslanca. Po vojni smo pa mi morali začeti verjeti v neke zveličare tja in v drugem cajtniku je pa stalo, da je treba Loško Marijo spoštovati, ker je edina pot Loške Marije, ne vem, če to za vas kaj pomeni. Loška Marija je, bi rekel, da nas bo odrešila ali pa seveda Stalin oziroma socializem ali pa Tito. In to sta, in začetka smo že tam bila, Sloveniji samozavesti dosti manjka. To pri politikih vidiš, veliko je, kot tega, mi smo pa majhni, nas pa ni, Luksemburg je tudi majhen, ne? Ampak ne slišim jaz Luksemburga, zunanjega ministra
tako bi rekel, ne zamerite, jaz sem jako iz Luksemburga, ne, veste, tam nas je par, in kaj bom jaz proti Nemčiji, tako da se oglaša vsak teden, dvakrat, trikrat v zadevi Ukrajine in tako dalje. In to je to, kar manjka te, recimo, mirne samozavesti. Ne, mi smo, ne vem, mi smo odgovorni za ta del Evrope, za domači del, pa tudi še za manjšine. Se pravi, če prav razumem, je tako, ne, saj že Avstrija je z Jugoslavijo začela to politiko, če se je le dala, se je izognila Sloveniji in se dogovarjala z Beogradom. Tako je. Danes pa Dunaj dela podobno, ne, se pravi, rad se izogne manjšini, ne, in se pogovarja neposredno z Ljubljano, Ljubljana pa seveda, že jaz vsaj tako vidim, ne, dostikrat žrtvuje interese in tudi veliko koroških Slovencev sem slišal, žrtvuje interese manjšine za te dobrososedske ali kakorkoli pač jih definira odnose. Ampak, glej, tako kot se Avstrija vmeša, jaz sem jim vedno rekel, Avstrija se vmeša v vašo Krško. Krško je ključni energetski vir za Slovenijo. In ni tako enostavno, kot pa za Avstrijo, ko ima dovolj gora in dovolj voda, da lahko večji del črpa iz vodne energije. Slovenija tega nima. In tako kot se Avstrija meša, ko bi se vsak Štajerc, da sme nekaj o Krškem povedati, pa vam svetovati, ali pa vam biti na živce, ja? Ali pa samo dražiti, ja? Ja, imam pa izredno možnost, da v nekem pozitivnem smislu rečem, bo šlo zdaj, pa mi si malo ogledamo manjšino in kako pa to, da je enkrat bila to tretjina dežele, ki je govorila slovensko, zdaj jih je pa 6 ali pa 5% še. Kaj pa je to, kaj pa bomo naredili? Ne? In da se tudi razumemo, rešitev koroškega slovenskega vprašanja vsebuje 3 točke. To je zastopstvo, demokratično izvoljeno. Ko jaz koga lahko pohvalim, pa ga spet volim, ali pa ga grajam in volim koga drugega. Ki za vso močjo demokratičnega ozadja lahko gre k dunajski vladi in ne reče, jih vertrete die Bürger von Globasnitz, jaz zastopam Globašane, tako rekoč. In druga točka je, rešiti bomo nujno dvigniti kvaliteto otroških vrtcev, tam, kjer sicer so na papirju dvojezični, v realnosti pa to niso. In zato je treba verjetno več zasebnih otroških vrtcev, kot recimo je v Borovlah, kjer res se malčki od vsega začetka učijo slovensko in se slovensko pogovarjajo. In tretja točka je tukaj nastaviti enih 5-6 kulturnih animatorjev, ki društvom pomagajo svoje življenje. Kje je problem? Problem je danes, da ni več slovenske pogovorne situacije. Jaz imam tudi 2 hčerke, ampak ena je imela še soseda in sosedno družino, kjer so slovensko govorili. Lena, ki je bila prej tukaj, te možnosti ni več imela. Ni več pogovorne situacije. Potem smo šli seveda v društva in tam so igrali in tako dalje. To se pravi, tam bom jaz dvignil kvaliteto in kompetenco v jeziku. To so samo 3 točke, ni treba 15 ministrov, ampak 3 točke so. Zastopstvo, da vem, kdo je odgovoren in vem tudi, na koga se naj kregam, ali pa koga naj pohvalim. Druga zadeva je, rabim predvsem na bazi otroške vrste in tretjič rabim kulturne animatorje, ki morajo, če tudi tako hočeš, ustvariti nova centra slovenskega pogovornega jezika. In to seveda majhna društva, kot je tudi to v nas v Švedsko, še nekako zmorejo, ampak nekako tako v kontinuiteti. To je zdaj sta moja 2 vnuka tudi tukaj. Jaz ne bi vedel, kam bi jih poslal, da bi lahko tukaj na vasi slovensko govorila. Ne gre. Če ni otrok, če ni partnerja, če ni teh, bi rekel, okoliščin, da mi govorimo z njimi, ampak to je nekaj drugega. Če otrok doživi slovenski jezik, živijo na Dunaju, grejo tisto slovensko šolo, vse v redu, starši govorijo in govorite oba jezika zelo dobro, ta majhna, ampak to je bolj sreča.
tukaj na Bistrovci, če bi ona dva bila tukaj, bi se pogovarjala z sosednjimi otroci nemško, seveda, kako pa. In zato koncepti so ja na mizi, ki so možni in potrebni, ampak če pa imam jaz 3 predsednike, 3 odbori, 3, tako rekoč, bi rekel, enote, ampak za nobeno ne morem reči, razpusti se, nisi nam potreben, ker ne ustvarjaš, ali pa ustvarjaš premalo, če nima ozadja demokracije. Kako ne? Te zastopnike v sosvetu imenuje zvezdni kancler. Ti naše organizacije smejo povedati, koga si želijo, ampak koga pod res imenujejo, to reče pa zvezdni kancler. In to gleda Slovenija zraven. Ja, no, Avstrija je pravzaprav nekako potihem, bi lahko rekli, skušal vesti neko politiko recipročnosti, ne, za tako imenovano staro avstrijsko manjšino, ki je iskreno rečeno bolj ali manj izmišljena, ne, mi smo to kar dobro preučili, objavili zbornik že pred desetletjem in tako naprej, ne. Zdaj, kako gledate na to, recimo na tako politiko? Recipročnost je doma pred drugo svetovno vojno. Tedaj so začeli tako razmišljati, vse pravice bomo vam dali tukaj, če bojo tudi Slovenci v renki Jugoslaviji, to je še bolj renka, tudi vse te pravice dobili. Recipročnost je seveda neumnost, je pa zelo pripravno, ker vedno to, kar ne želim dati in kar ti nisi dal mojim, ja, pa jaz tvojim tudi ne dam. Nemška manjšina v Sloveniji je po mojem seveda skupina ljudi, ki ni primerljiva z koroškimi Slovenci in sicer z enostavnim razlogom, ker je to, kar se deklarirajo za Nemci, je več pa polovica ljudi, ki pravzaprav pač živijo v Sloveniji zaradi, ker so partnerji nekoga in tako dalje, ne bom vse skupaj. Jaz bi seveda tistim društvom, ki tam na licu mesta v Kočevju pa tako, pa malo nekaj v Mariboru nekaj delal, tistim bi jaz zelo pomagal, samo bi jih jaz jim seveda dal status, ki ga itak imajo, od mene posebne organizacije, ki za posebne potrebe znotraj države skrbi, torej to je treba pravno sformulirati tako. Ja, se je bil dogovorjen ta kulturni sporazum in oni dobivajo sredstva, tukaj pravzaprav ni kakšen problem. Tu recipročnost seveda absolutno ni na mestu, tudi zaradi tega, ker koroški Slovenci so zaščiteni po mednarodni, niti ne bilateralni, po mednarodni pogodbi in mimo tega se Slovenija pa ne bo spuščala v eno slabšanje. Imamo tukaj državno pogodbo, nekaj osnovnih zadev ja rešuje, ampak začne se tam edini resni, bom kratko rekel, resni predstavnik koroških Slovencev je Rudi Volk, ki kljub temu, da nima kakšne, bi rekel, neke funkcije predsednika, blagajnika ali pa sedmega, ker on v konkretnih zadevah kot pravnik nastopa do države. Glede, mi imamo zdaj vprašanje rešitve dvojezičnosti na sodiščih. Lahko rečeš reševanje dvojezičnih sodišč, ampak ta dvojezičnost na teh sodiščih je bila izredno bolj za Železno Kaplo, Borovle in za Pliberk. In človek ne razume, seveda mi tudi želimo, da Borovle ne izumirajo, ampak ne na konto tega, da mi v Celovcu možnosti jezikovne, sodne jezikovne oskrbe nimamo. Torej je seveda ena težka politična odločitev, ampak vendar samo sposobni, demokratično izvoljeni predstavnik lahko reče, veste kaj, Borovle ne bo več, ker ni postopkov, napravimo vse v Celovcu, ker seveda dejansko manjšina danes v močni meri živi v Celovcu. To se drugače razvija in ne sedijo doma pa čakajo, zato ker je v Borovlih sodišče. Veliko stvari
se odigrava v Celovcu in se bi bilo brez dvoma možno iti na to točko, da bi Celovec dobil dodatne kompetence in tudi Velikovec, bi bilo bolj smiselno, zato ker potem so stvari pošlihtane na mesto. Seveda imaš pa ti vedno lokalne matadorje, ki rečejo, ja, pa Borovla, pa nič več ne bo v Borovlah, pa Krke ne bo v Borovlah, ampak to je druga zgodba, kako oživim Borovle, je druga zgodba, kot pa ali jaz želim, da imam jaz na Celovškem sodišču slovenščino kot enako vredno. To je politična odločitev, da to rabiš močne može in žene, ja, ki to prenesejo, ker bojo Borovljanke vzeli, pa železne kaplje tudi. Ampak problem železne kaplje je seveda, ko je bila tam še fabrika, ko je bil še to, pa ono, pa ko je bil po domače povedano socialistični župan, se seveda sodišče ni zapiralo. Zdaj je pa seveda možno, da se bo to zgodilo. Ne? In to je treba razbiti. In kako je lahko zdecentraliziraš, da zemljiško-knjižne zadeve pustiš tukaj. To je absolutno možno, da imajo ljudje en bolj direktni pristop. Ampak mi se moramo več baviti tudi z vprašanjem kompjuterizacije. To je bolj v ospredju vprašanje, da tudi en Slovenec lahko dobi en pameten dostop do sodišča in tudi do drugih uradov in da tudi lahko v slovenščini vlaga in tako dalje. In da so določena mesta, kamor to potlej pride in se rečuje. To je veliko bolj v ospredje kot vprašanje, ali tista velestavba v Borovlah bo še imela sodnika, ne, kjer postopkov ni, ne. Sploh pa ne zelo malo slovenskih. No, Rudi Vovk je pravzaprav ne samo tudi Monika Mlinar, recimo, in te so precej pesimistični, bi lahko rekel, ne, glede prihodnosti. Ne. So taka izjava, da je to pravzaprav manjšina le še neke vrste folklorni element, ne, za prenašanje kulturnih vzorcev in podobno. Ne. Mislite, da vseeno je tu nekaj, sami ste rekli, ne, z 90% je padlo na 5%. Ne. Da je neka prihodnost, ker tukaj se dogaja neka tiha asimilacija, ne, demokratična asimilacija, bi lahko rekli. Jaz sem tu, nisem optimist, ampak jaz sem vedno tako, če kaj narediš, mora nekdo drug nekaj boljšega napraviti. Torej, tarnati o tem, da je pač to ni, pa to ni. Če vam danes rečem, problem recimo sveče, kjer sem doma, torej tam govorimo o svečah, ker bistvo društva nima, sveče. Ali pa Šentjanž. Šentjanž imate toliko in toliko prireditev in tam otroci hodijo tja in se naučijo slovensko in tako dalje. V svečah te stalnosti ni, zato ker seveda so ljudje zaposleni in na Dunaju so ne vem kje po svetu in ni tistega stalne osebe, ki bi poleg šole še tudi ustrezno oskrboval otroke. To se pravi, to so rešljive zadeve. In jaz ne govorim kot človek, ko sem jaz recimo spoznal, da je treba z mladino delati, bil še celo v gimnaziji, zadnja leta, prva leta na Dunaju, po študiju, sem se vračal v Škocjan in sem v nedeljah povabil najprej 10 otrok. Se dobimo, gremo na izlet, naredimo to, sem bil kot animator. Prišlo je tako daleč, da so otroci kar drveli, ker se je nekaj dogajalo, ker je bilo nekaj luštno, so igrice bile, smo peli, smo hodili peš, smo se s kolesi vozili in tako dalje. Torej v tistem trenutku, ko nekaj ustvariš, ima to posledice. Ampak če seveda ti ustvariš samo to, da je čim več organizacij, struktur in predsednikov in blagajnikov, to ni delo, ti moraš delo napraviti čim bolj na bazi. Sem vam rekel, otroški vrtec, če bi naša Lena ni hotela iti več v otroški vrtec, slovenščina je bila, da so zapeli 2 pesmi. Njen pogovorni jezik je bil pa je rekla, zakaj bi me shodila, tukaj imam jaz sosedo, da tudi noče iti v vrtec in sta se z sosedo menila. To se pravi, če jaz za otroke ustvarim tisto posodo, kjer se lahko naučijo slovenščine, se razveselijo ob slovenskem, bi rekel, branju, ob slovenskem petju, ob slovenskem igricah. Potem bojo otroci prišli tudi tisti, ki so še oddaljeni. To se mi recimo v Škocjanu, kjer sem jaz gostil,
zgodilo to, da je naenkrat žena od župana prišla k meni, zakaj pa moja dva ne smeta zraven biti tu pri vaši skupini. Jaz sem rekel, pošli jih, pa bojo tu, pa bojo zraven. In to je tisti župan, ki je table podiral v Škocjanu, to je dvojezičen leta 72. Torej, ta žena je pa šla k meni prositi, če smejo njeni, pa nista znala seveda nič slovensko, ampak ko smo se peljali na izlet, sem jima rekel, veste, kaj tam bo pa morala slovensko govoriti. Ja, vi kaj narediti sloveniš? Nič, bo ta pač dober dan, bo ta že znala, pa še to reče, in če kaj rabta, pač vprašaj toliko tvojega prijatelja, da ti bo pomagal prevajati. To se, jaz sem, ko sem šel na Dunajski parlament, največ besed je bilo pri Slovencih, ja, aj pa bo ojaden, kaj pa bo samo eden. Ja, ti ja ča moš, to ja ne boš, to ja ča boš šlo, to se ja ča, ne, mi Slovenci imamo vedno biti tavžnite potrekevo. Ni res, radio, televizija, slovenska, tu sedim, ampak ne je moja zasluga, ampak zasluga dejavnosti. In ko so zeleni ponudili, a bi ti šel z nami na mandat, ja, pa ne vem, jaz sem si rekel, ja, grem, je ena posoda, ena možnost, ker nekaj naredim in se nisem bal s tem, ali sem edini, ali sem še malo, sem pa šel k ministru, pa Trgovsko akademijo sem prinesel z TDS parlamenta, pa eden, ne, vedno, ampak ne jaz, to ni jaz, ne, samo tisti strah in tisto strahopetnost, ja, ne moš, pa ja, kaj pa boš, pa ne. Tu imamo lušten primer tukaj. Rečem, slovenski frakciji smo imeli tukaj sejo, tedaj še ni bilo tako, sem rekel, predlagajte, da bojo nove postaje naredili, ker to je po starem, Franc Jožef je delal postaje vedno izven vasi, da ne pride do kakšne kavnetja, kakšne bajte in tako dalje. Zato imamo posod kolodvore izven vasi. Po vasi jih imate, pa v nas isto. Torej, ko se čudiš pravzaprav, zakaj kolodvor nekje kali ljudi. Ne? Ampak to je bil, ker pač vedno kaj zagorelo in so se bali. Jaz rečem slovenski frakciji, pojte v Beljak in jaz grem z vam, če hočete, pa bomo zahtevali od avstrijskih železnic, da bojo več postaj naredili, ne se bojo mimo 3-4 krajev tukaj skozi peljali, da morajo vsi tleti na kolodvor, ne ve zakaj. Ne? Ti žinjaš, da bojo v Blače, da bo Eisenbahneri, da bojo nam dali, a ne postaje, a pa ti žinjaš, a na naš čajo, ne, to v našem dialektu, ne. Seveda frakcija takoj, ja za Božje voljo, mi smo jakoj Slovenci, mi ja nič ne bomo, mi ne smemo imeti ideje, mi ne smemo kam iti, ker železnice bojo rekle, ne, zaradi teh 3 Slovencev, ki so prišli. Ko to zadevo odpreš, bil je zraven tudi en predstavnik socialistične stranke, ki je tukaj glavna, a ni trajalo 3 mesece, so socialisti sklenili, da zahtevati od ÖBB, torej avstrijskih železnic, da morajo postaje napraviti v vseh teh krajih, ki so pač šle ob tem. Je taj takoj to pobral in rekel, to je pa ideja, in je že šla delegacija v Beljak in so socialisti to dobili. Nič proti njim, postaje imamo, ne. Ampak to je, jaz se razlikujem v tem, imam en prigovor, ki pomeni, proti delu ni zelišča. Torej, proti tem, da kaj narediš, mora nekdo drug kontra napraviti ali pa boljše napraviti, ampak ne moram pa jaz od vsega reči, ja kaj pa bom jaz eden. Jaz sem celo življenje drugače živel in jaz ne črpam poguma iz tega, ampak sem rekel, gledajte, če bomo otroške vrtce poštene imeli, tako kot jih imajo recimo v Borovlah, pa ne samo imajo tudi uvod, da se otroci res naučijo od vsega začetka, predvsem slovenščine, pa seveda tudi drugega jezika, to je vprašanje, ko bomo otroka tam dobili, ga bomo tako imeli v društvu, spet v eni slovenski pogovorni situaciji. Ampak zato moram jaz profesionalce spravcem, ki profesionalno vejo, kako je treba manjšino oskrbovati in predvsem mladino in da tem ne moš, ne vem, samo neke hadre dati okoli glave in podpaže. Ampak da moš res biti. In
Naslednja točka, seveda, pa moraš imeti enega zastopnika, ki do Celovca pa do Dunaja nese to, kar so naše potrebe. No, in da mora biti Mi legitimija. dva govoriva, oziroma govorimo predvsem o Slovencih, ne, tukaj. Kako je pa odnos večine do manjšine? Jo še vedno vidi kot neko grožnjo, kot nekaj nepotrebnega. Ne, vemo, da ste dali skozi težke Hajderjeva časa, če govorimo o zadnjih 30 letih. Ne. Kako se je ta odnos kaj spremenil? Jaz bi rekel že, da se je v prid Slovencev spremenil, samo Slovencem v prid pomeni pa, da polagoma ni več teh Slovencev, v prid katerih se ne bi kaj spremenilo. To se pravi, smo seveda na eni točki, kjer ne vemo, ali smo še ta kritična masa je itak že pretiran izraz, ali smo še ta kritična masa, s katero bi se dalo tudi bodočnost rešiti. Samo jaz osebno jaz se manj bavim z temi, bi rekel, preroškimi vprašanji, kaj pa bomo čez 100 let še imeli Republiko Slovenijo ali čez 100 let še, ne vem, manjšina, bo ali ne bo, ne vem, ni nič ni sigurnega na tem svetu, ampak eno pa vem, da če mi od vsega začetka ne bomo mladino in otroke našli in potem mladino naprej zaposlovali v okviru nekega slovenskega konteksta, da se tako površno izražam, potem tudi seveda ne bo možno preživeti. In tretja točka je seveda, ljudje scagajo zaradi tega, ker res vodstvene strukture ne funkcionirajo. In to govorim sam o sebi, ker sem bil sam predsednik Narodnega sveta, pa sem bil predsednik enotne liste, samo za razliko, bi skromno rekel, ko sem bil predsednik enotne liste, sem navezal stike z zelenimi in prišel pod parlament in za Koroške Slovence, pa tudi za Štajerce, pa tudi za Hrvate, kar dosti izposlal, ker se nisem brigal za vprašanje, a sem jaz 15 ljudi, ali sem sam. Zaveznike dobiš vedno pri večini. Absolutno, tudi na Bistrici je tako, da se je seveda bistveno spremenila, pogumno so sklenili dve tako zvani dodatni dodatni tabli sveče in pa mače in so vsi ponosni, da so to naredili, jaz sem tudi vesel, da so to uspeli, ampak seveda velik del občine je pa ne samo stal te zadevi nasproti, ampak so nabirali podpise. Samo danes ni več tako čisto, to popravil to besedo, ki je pač pri nas, ni več čisto ni več čisto biti zdaj proti Slovencem. Ker je že takole družba že malo raznolika. Veliko vpliv ima Celovška univerza, ker seveda za temi starokopitnimi idejami, kot jih je ekološka znanost dolgo časa imela in propagirala in deloma jih še s temi starokopitnimi pristopi ne moreš več delati. Majhen primer, to je ena gora, ki jo tukaj se skoraj vidi, tako zvani Katrajnkogel, Jerpak po slovensko. Tam imajo vse narode naslikane. Kelte, Ilirice, Rimljane, Germane, pa ni slike od enega Slovana tam, kaj popolnoma nevažno, ampak v tem eni tablici, kjer so lepo narisani, seveda vsi vitezi in ne vem, kaj se sorte, Slovenc ali pa Slovan pa tam seveda manjka. Torej, to ima še vedno tako eno germanofilno, to je tako globoko not, bom še eno drugo storijo povedal, ki sem jo Celovcu že enkrat povedal. Mi smo morali vedno slaviti 10. oktober, torej ne biti, je pač tako bilo, ali kaj. In jaz sem bil tak majhen pesnik in sem delal pesmice. In med moje sošolce sem pa prodajal te pesmice. Plut und Poden in vse tako je to res krvoločne o tem znamenitem boju in o teh junaških in ženskah, ki so v zvestobi čakali doma na vojnika, ki je prišel iz Abwehrkampfa in tako dalje. In
Jaz sem napisal tako enih 5, 6, 7 pesmi, te prodal po 2 šilinga, 3 šilinge, ko sem bil še mladih na Plešilcu. To je ena je bila pa zelo dolga, 4-kitična, to sem pa prodal enemu bogatemu sošolcu za 20 šilingov. A ni zlomka, da je on smel mojo pesem kot svojo pesem prebrati pred celo šolo. In jaz seveda bil žalosten, bi se bil pogled, da bi pa jaz lahko bil za mojo pesme. Ampak to kaže na to popolnoma zmedenost. Kako sem bil jaz tedaj star, 14-15 let, ne, jaz sem 13, ja, moram celo še nekaj jaz vem. Na vsak način tega germanizacijskega duha je še zelo, zelo veliko. Torej to ne moš ti 50-60 let inkluzive nacizma, ja? Ne moš ti iztrebiti z glave, če nič ne narediš. Jaz sem na Dune tukaj eno diskusijo veliko imel, da me niso pred urah ven vrli, ko smo jih, ja pa mi se moramo ja pogovarjati, kam pa so šli nacisti. Koroška dežela je bila po prebivalstvu največ članov NSDAP-ja. Kje pa so bili po vojni, jih ni bilo več nacistov. Seveda so bili povsod, so bili v uradih, so bili v teh glavnih naših podjetjih in tako naprej, so bili v šolah. Jaz sem imel še predsednico nacističnega šolskega združenja kot šolsko učiteljico v prvem razredu ljudske šole. In smo jih morali iti pet, seveda smo peli nemško. Oni so, Angleži so imeli tako, bi jaz bi rekel po domače, en puf, to je tak pač za zabavo na večer na Klopinskem jezeru. In včasih so povabili Ruse zraven, pa skole pač vojaške predstavnike in smo seveda tam morali vedno nemško in pet mi. Kljub temu, da smo bili dvojezična šola. In da je bilo razen 3, so bili vsi prijavljeni k slovenskemu pouku. Ja? Kljub temu tam ameriškim in predvsem pa britanskim vojakom smo mi morali peti nemške pesmi. Danes to vem, tedaj seveda sem pa čuval, seveda, ker sem to znal peti in delavca rekla, pojdi, boš ti tudi pel in tako dalje. Ne? Ampak v teh okoliščinah, jaz te zgodne ne pravim zračimo. Zdaj se nekako, predvsem preko univerze, predvsem ta koroški mit okoli vsega tega Abwehrkampfa in tega zadev se polagoma krhka, ampak ni še pa to v srcih. In moja hčerka je delala na škofiji, naprimer, in sicer je delala v uradu za romarje in so šli pač naokoli in ti risali, pa opisali in tako dalje, to je pač kaj bilo treba, ne. Ampak ona je od tam odšla, ker je vedno so se žegnovali fašistične zastave, ja, v cerkvi. Ja, in bo rekla, tu pa jaz ne bom zraven. Ne, to ne dela nekdo drug. Ne, ampak je še tako globoko usidrana ta mentalnost, ne. Seveda ni več kljukastega križa, ni več gor, ampak so to te zastave, ampak še Šentjakov gremo, ne. Tale spomenik tam so postavili 39. leta po upadu nacionalsocialistov in stoji tam in poje čast o raznim zadevah. Ali pa dobiš kakšnega govornika, ki se spominja Kamaračevstvom, to je tole zveza bivših vojakov, ki se še spominja raznih vojaških dogodivščin v Rusiji in govori tam, da so tam pač domovino branili. To je še polno tega tukaj in po nas so se pač poskrili leta 1945, večina nacistov je šla k socialistični stranki, ker ta je bila zmagovalna s pomočjo Angležev, so pač šli tja. In del je seveda ostal pri FPÖ, ampak ta je bila nepomembna in nekaj črni. In še zdaj 3 črni župani so odločali o tem, da pride v deželno ustavo
Landessprache Deutsch, to je deželni jezik nemški. In jaz razumem, kako ni protestne note iz Slovenije. Pa mi živimo mi več pa 1000 let to, in saj toliko slovensko se je govorilo tle tudi, pa gor do špitala in tako naprej. Ne zavojujem jaz špital ali pa kakšne kraj. Razumeš, kako more ena država soseda zamolčati, ker tukaj v ustavo dajo, da je deželni jezik je nemški. To stoji v kosi. In to je bil to, da smo dobili tisti kompromis, tisto ne vem, nekaj vasi in tabel in tako dalje. To je še tu, to je, ampak sploh se le čudiš, da tu ni to en moment. Jaz sem bil tedaj Slovenc, bi to rekel, ampak nisem več imel tega vpliva, ker nisem bil več tak na vodilnem mestu. To se noben ni oglasil, da je to malo čudno. Tu, ko živijo Slovenci, pa je naenkrat sklenejo v ustavo, da je jezik nemški. Seveda, zdaj vsak policaj se lahko sklicuje na to določilo.